Vox Hermes, študentski podcasti, ki za vas predstavljajo vse o skrbi za zdravje, aktualnih dogodkih in napredkih v medicini. Spanje je del življenja za vsakega izmed nas. Kot otroci imamo o njem neskončno veliko vprašanj, tudi kasneje pa ostaja misteriozen del našega vsakdana. Ste se kdaj spraševali o sanjah, o nespečnosti, o vplivu količine spanja na zdravje? Na ta in še mnoga druga vprašanja bomo poskusili odgovoriti v našem sklopu podcastov o spanju. V današnjem prvem delu se bomo pogovarjali s profesorico biokemije in strokovnjakinjo za cikel spanja in budnosti, profesor dr. Damjano Rozman. Začnimo na splošno. Zakaj je spanje tako pomembno za zdravje? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje in mogoče moramo najprej pomisliti na to, da smo mi bitja, ki živimo na Zemlji in da se Zemlja vrti okrog svoje osi in da smo zato mi kot organizmi prilagojeni temu, da imamo dnevni del, torej svetli del dneva in nočni del dneva. In zdaj, seveda, tekom evolucije so se tudi naši presnovni procesi prilagodili tako, da ne potekajo enako ponoči kot podnevi. Če mi torej ne spimo, če podaljšujemo dan, s tem sami organizmu nekako dajemo navodila, da mora imeti dalj časa vklopljene poti, ki se dogajajo podnevi in med tem je recimo problematična tudi recimo izločanje inzulina. Inzulin se izloča samo podnevi, medtem ko nekateri drugi hormoni se izločajo samo ponoči. Zato bi jaz čisto iz fiziološkega stališča rekla, da je spanje pomembno zato, da v presnovnem smislu držimo organizem v nekem ravnovesju. Da pustimo ob strani še vse tiste druge, bi rekla, bolj psihološke dejavnike ali pa mogoče celo psihiatrične, če premalo spimo, potem je lahko posledica tudi čisto na ravni procesov v možganih. Najmanj koliko ur spanja se pa priporoča v posameznih življenjskih obdobjih? Ja, seveda, otroci naj bi spali več, zdaj mi smo odrasli, za odrasle se priporoča 7 do 8 ur. Vemo pa, da smo ljudje zelo različni, in da tudi strokovna literatura pozna ljudi, ki spijo 4 do 5 ur in funkcionirajo v redu, medtem ko so nekateri drugi, ki rabijo bistveno več spanja. Tako da teh 7 do 8 ur je povprečje. Je pa zelo važno, kdaj spimo, ker smo tudi različni kronotipi. Nekateri so škarjančki, se pravi, da se zbujajo ob zgodnjih urah, je to njihov bioritem in za njih je pomembno, da tistih 7 do 8 ur dobijo res v času, recimo zgodaj zvečer do zgodaj zjutraj. Tisti, ki smo pa sove, jaz recimo, da sem bolj sova, pa lahko tudi to dobimo recimo od polnoči pa do 7 zjutraj. Tako da zdaj ni važna samo trajanje spanja, ampak tudi kdaj. Če jaz recimo spim, podnevi, meni to ne bo nič koristilo in bom ravno tako utrujena, kot pa recimo, če bi spala premalo. Omenili ste škarjančke pa sove, mogoče tudi kaj genetika vpliva na to? Ja, to je stvar, ki se zdaj pravzaprav šele začenja raziskovati. Dolgo časa se je ta kronotip določal zgolj z anketiranjem. In to je ta tako imenovana Münchenska šola Tila Ronenberga, ki je to tudi udejanjila, sploh pojem kronotipa kot eno tako, bi rekla, znanstveni izraz. Zdaj, o genetiki tega je znanega zelo malo, delamo pa mi ravno zdaj v sodelovanju z profesor Grošljevo na Univerzitetnem kliničnem centru in v okviru Prešernovih nalog naših študentov medicine. Ravno zdaj delamo eno nalogo, kjer raziskujemo genetsko ozadje ekstremnih kronotipov. Tako da zdaj to bom rekla, so za začetek kamenčki, gotovo bi bila pa potrebna ena večja populacijska študija, ki pa zaenkrat, kakor jaz vem, je še ni in
niso poznani neki genetski markerji, ki bi bili v naravni populaciji, torej v zdravi populaciji za to odgovorni. Nekaj pa je indicev, da za te patološke kronotipe, ki so res zelo, zelo ekstremni, tukaj se bo verjetno lažje našla kakšna povezava, še posebej, če se to deduje v družini, če neka družinska anemneza tudi zadaj. Zdaj, cikel spanja in budnosti je del cirkadianega ritma bioloških procesov v našem telesu. Lahko opišete osnove njegovega delovanja? Ja, cirkadiani ritem je ena zelo zanimiva stvar, ker sprva smo mislili, da je svetloba tista, ki ritem v organizmih poganja. Zdaj se je pa izkazalo, da je svetloba samo eden izmed tistih spodbujevalcev ali pa recimo tistih, ki ponastavijo ritem. Da ritem pa poganja dejansko čist sama biokemija, torej da gre to za beljakovine, za proteine. Ene so aktivatorji, primera sta bema ali pa klok, druge so represorji. In zdaj ti aktivatorji, represorji ustvarjajo neke celične oscilacije. Gre za to, da aktivatorji se vežejo na promotorske regije represorjev in nekako represorji, potem ko se tvorijo, blokirajo delovanje aktivatorjev. In tako dobimo mi neke vrste celični oscilator, to je zelo, zelo podobno oscilacijam, kot smo jih navajeni iz recimo elektrike. Ravno tako tudi te biološke oscilacije potem za neko sinusoido ponazorimo, ampak zdaj ta sinusoida pa pomeni recimo neko izločanje hormona v 24 urah ali pa izražanje enega gena v 24 urah. In zdaj še bolj na biokemijski ravni temu rečemo, da gre za transkripcijsko-translacijske povratne zanke. In te proteini nam potem ustvarijo osnovni ritem, ker so pa te proteini tudi sami transkripcijski faktorji in uravnavajo delovanje drugih transkripcijskih faktorjev, to potem pluskne še na metabolizem. Recimo kortizol je hormon, vemo, da ga izloča nadledvična žleza in njegova koncentracija je najvišja zgodaj zjutraj, ko se zbudimo. Vemo, da je stresni hormon. Zbujanje je stresno, vsaj zame, recimo. Potem imamo druge hormone, recimo melatonin, to je hormon noči. Njegova koncentracija je najvišja nekje med 2. in 4. uro zjutraj. In zdaj to sta dva taka najbolj znana primera, ampak če bi šli mi globlje, je ogromno hormonov, pa tudi presnovni procesi, recimo sinteza holesterola je čist cirkadian proces. Mi vemo, da je holesterola največ spet tam po noči, bi rekla, mogoče zgodnje jutranje ure, in zato je treba statine, hipolipidemike jemati zjutraj, ne pa zvečer. Cirkadiani ritem torej določajo številni dejavniki. Kaj se zgodi, če pride med temi dejavniki do neravnovesja? Ja, zdaj pri neravnovesju moramo biti majčkeno previdni, da ne sejemo panike, ker neravnovesje, recimo, če greš ti enkrat prepozno spat, če nekaj tednov delaš po noči, študiraš nekaj, je organizem le fleksibilen, hitro se prilagodi, tako da nekako škodo začnemo delati, če so ti procesi večletni. Največ študij, ki dokazuje, da so motnje cirkadianega ritma povezane negativno, slabo povezane z zdravjem, je na izmenskih delavcih, kamor spada zdravstveno osebje, potem letalsko osebje, dokler smo še letali več, potem tudi industrija v 3 izmenah. No, in zdaj, če je izmensko delo več kot 5 let, se počasi začenjajo kazati korelacije z presnovnimi boleznimi, z hormonsko odvisnimi raki in tako naprej. Te študije, ki so še bolj konzervativne, pravijo 10 let ali več. Seveda je pa tle spet odvisno, kakšno genetsko zasnovo ima posameznik. Se pravi, nekateri so bolj nagnjeni, nekateri manj, ampak vsekakor gre tukaj za neko perturbacijo, neko motnjo, ki mora trajati več let, da potem lahko to dokažemo. In sem to bi še dodala, da v letu 2019 je Svetovna zdravstvena organizacija ponovno preverjala
kakšen naj bi bil škodljiv učinek večizmenskega dela, ker v letu 2008 mislim, da je bilo uvrščeno v 2A, torej v stopnjo nevarnosti 2A, se pravi kancerogenosti 2A, ena stopnja nižje kot azbest. No, zdaj so pa to študijo ponovili, a ne, na seveda dalj časa je že vmes preteklo, več objav je na razpolago in so ugotovili enako. Torej, še vedno je ostala stopnja 2A, to je zdaj junij 2019, se pravi, nekako to še zdaj velja, ker direktne korelacije, da bi recimo izmensko delo res vplivalo na raka, da bi mi imeli nek mehanizem, a ne, ga ni, ampak korelacije pa so. Dalj časa, ko je izmensko delo, več je raka, najboljše je to dokazano za raka dojk, dokazano je tudi za hiperlipidemijo, predvsem hiperholesterolemijo, dokazano je za inzulinsko rezistenco, potem pa še druge vrste raka, recimo rak debelega črevesa, pri moških rak prostate in potem se še tudi druge vrste raka nekako pojavljajo. Rak kože se je zdaj pojavil v tem iz leta 2019 tudi izpisu. Verjetno so pa najbolj povezani kakšni endokrini raki? Najbolj je povezan rak dojke. A ne? Zanimivo je bilo, da je v tem poročilu od Huja iz lanskega leta bilo zapisano, da so ugotovili, da je višja koncentracija spolnih hormonov, tako pri moških kot pri ženskah, pri tistih, ki delajo več v nočnih izmenah. Mislim, zame je bilo to novo, a ne? Predvsem za moške, ne, moški spolni hormoni, razen za raka prostate, nimajo kakšnih zelo negativne konotacije, ne, medtem ko ženski spolni hormoni imajo negativno konotacijo za raka dojke in vse rake rodil, ne. In zdaj so nekako je WHO priporočil, da bi se bolj spremljalo zdaj pri ženskah, ki izmensko delajo, tudi raka ovarjev in celo raka materničnega vratu, čeprav maternični vrat, rak ta ni, ne, ni hormonsko odvisen. Dejansko teh študij toliko ni bilo, ne, rak dojke se je veliko študiral, medtem ko rak jajčnika očitno se ni študiral v povezavi z izmenskim delom. Obstaja kakšna razlika med spoloma glede občutljivosti na ta nesorazmerja v cirkadianem ritmu? Ja, jaz se na to ne bi upala odgovoriti, ker nisem nobenih dobrih študij na to temo videla. Zdaj, da bi bili bolj ali manj občutljivi en ali pa ta drugi spol, ne vem. Znano pa je, da imamo moški pa ženske v adolescentni dobi pa v odrasli dobi majčkeno premaknjene tiste vrhove nočnega melatonina. Za ene pol urice recimo, da smo premaknjeni, ne. Ali pa to vpliva na večjo ali manjšo dovzetnost, jaz ne bi si upala tega reči zaenkrat, ne, ker se mi zdi, da prav študija, ki bi proučevala to po spolu, recimo tudi WHO, Svetovna zdravstvena organizacija v tem poročilu ni navajala nobene razlike med spoloma. No, malo ste že omenili, ampak katere druge bolezni so pa poleg raka še povezane z motnjami cikla? Največ se zdaj govori o inzulinski rezistenci, zato ker problem moderne družbe je, da ni več teme. Ne, mi ne živimo več na polju, v gozdu, od elektrifikacije naprej si ne svetimo več s svečami, ampak uporabljamo svetlobo, a ne. Ta bela svetloba ima širok spekter in vsebuje tudi en del plave svetlobe in plava svetloba je tista, ki sintezo melatonina ustavlja, a ne. In zdaj, glede na to, da mi delamo ves čas pod lučjo in da ostajamo pozno ponoči, potem pomeni, da mi teme pravzaprav nimamo. V svetli fazi dneva se pa je pa tista faza dneva, kjer se izloča inzulin. In seveda mi vemo, a ne, da če uživamo nezdravo prehrano, je to lahko eden izmed vzrokov za inzulinsko rezistenco. Zdaj pa ugotavljajo, da tudi to, a ne, da mi nekako smo premaknjeni, podaljšujemo, da si svetli del dneva, da ima to tudi vpliv na inzulinsko rezistenco. Zdaj pa veste, da je s tem povezan pa zelo veliko teh aspektov metaboličnega sindroma. Zdaj pri večizmenskem delu je problem še v tem, da
ne samo, da imajo ritem obrnen, ampak recimo, če dela nekdo en teden zjutraj, en teden popoldne, en teden ponoči, je en teden ravno nek tak čas, da se njegov presnovni sistem prilagodi, da ima encime na razpolago, recimo prebavne encime na razpolago, takrat, ko hrana pride. Ne? In pol čez en teden se to obrne, in čez en teden se obrne. In potem so ti ljudje ves čas v nekem vrste metaboličnem stresu. To je približno tako kot pri jetlagu, a ne, če greste v Ameriko, je en velik del jetlaga tudi zaradi tega, ker smo mi presnovno čisto zmešani in dokazano pomaga pri jetlagu, to sem jaz tudi izkustveno izkusila, če si prilagodiš ritem prehrane že kakšen dan prej na časovno cono, kamor boš šel. Ne? To isto pomeni, če bi delavci po noči delali, da po noči sploh ne bi jedli. Ne? Bi bila škoda manjša, kot je pa zdaj. Ne? Se vam zdi, da bo z razvojem družbe to tudi vedno večji problem? Jaz mislim, da se družba zdaj po Nobelovi nagradi za cirkadiane ritme 3 leta nazaj, da se je šele začela zavedati, da je tudi naš način življenja doprinesel k temu, da imamo velik zdravstveni problem, ne? Torej pač te pogoste bolezni, ki jih zdaj imamo. Ne? In da bi mi samo z nekaj koraki nazaj lahko veliko naredili. Ne? Zdaj pač prehrana zdrava, to zdaj že vrabci čivkajo, a ne? Drugo je pa seveda tudi omejevati svetli del dneva, a ne? Torej pač poskušati biti čim bolj v sozvočju z naravnim okoljem. A ne? Tako da jaz tukaj ostajam optimista. Ne? Zdaj, ko enkrat pride do zavedanja, da je neka stvar škodljiva, potem se da to rešiti. Res pa je, da se izmensko delo, pa tisti delavci, ki recimo so zboleli za katero izmed navedenih bolezni, da se to ne šteje kot poklicna bolezen. Da to je samo več kot 10 let nazaj naredila Danska za eno skupino medicinskih sester, ki so imele raka na dojki in so delale več kot 20 let izmensko. Danska jim je priznala to kot poklicno bolezen. Nobena druga država ni temu sledila. Ne? Anglija sploh ni priznavala tega, ZDA ravno tako ne, medtem ko Nemčija pa to načelno nekako pravijo, da to sicer je res, ampak da bi bilo treba dokazati, da je tisti rak nastal res samo zaradi izmenskega dela. Ne? Kar pa seveda smo pa še zelo daleč od tega, ne? Ker je dejavnikov zelo veliko. Hvala vam za zelo zanimiv pogovor. V imenu ekipe projekta MSJC se zahvaljujem poslušalcem, da ste nas spremljali, upamo, da ste se tudi čim več naučili. Vabimo vas, da se nam pridružite tudi pri drugem delu sklopa podcastov o spanju, v katerem se bomo pogovarjali z nevrologinjo in strokovnjakinjo za spanje dr. Lejo Dolenc-Krošelj. Super bi bilo, da si pogledate tudi ostale videe na našem kanalu, do njih lahko dostopate preko linkov v opisu. Naš kanal lahko tudi podprete, s tem, da nas lajkate in šerate in se na kanal naročite, s tem pa nam omogočite delovanje tudi v prihodnosti. Hvala vam za ogled, se vidimo naslednjič.